A veš, da obstajajo vsaj 4 vrste zvestih idealnih strank in vsaka izmed teh vrst potrebuje drugačen pristop za to, da ostanejo zveste tvojemu brendu. Kako in katere vrste so, pa v tem videu. Najprej pač začnem pri tem, zakaj sploh zvestoba neke idealne stranke tvojemu brendu sploh pomembna. Zvesta stranka je tista, ki je pač zadovoljna z tvojimi storitvami, z tvojo ponudbo, upamo, da z celotno izkušnjo z tvojim brendom. In lažje je neki obstoječi stranki prodati dodatne storitve ali nove storitve ali produkte, kot pa iskati zmeraj znova nove stranke. Zato je vrednost posamezne stranke več vredna kot zmeraj, torej pridobivanje novih strank. To je iz tega mogoče bolj cenovnega oziroma budžeta oziroma finančnega pogleda. Na drugi strani pa so zveste stranke običajno tiste, ki nas priporočajo naprej, ki nas priporočajo svojim prijateljem, družini in tako naprej. In ne samo, da one se zvesto vračajo nazaj kot stranke, ampak priporočajo naprej, so torej tudi tisti promotorji, ki promovirajo naš brand naprej drugim novim strankam, ki potem preko priporočila pridejo in se seznanijo z našim brandom. Kar pomeni že od samega štarta veliko boljšo pozicijo, ker tista stranka oziroma obiskovalec, ki pride preko priporočila, že ima primarno veliko boljše mnenje o našem brendu, ker pač ve, da je ta, ki jo je priporočil, mu recimo zaupa in s tem se hitreje začne ogrevati za nakup naših storitev ali produktov. Zato so zveste stranke zelo, zelo pomembne. Ampak obstajajo pa različne vrste te zvestobe oziroma zvestih strank in pri vsaki tej vrsti je pristop, kako jo ohraniti zvesto, nekoliko drugačen. Poglejmo si zdaj, kateri so ti pristopi. Prve so tiste hardcore zveste stranke, torej to so najbolj zveste stranke, ki obožujejo tvoj brand. To so tiste, ki z veseljem delijo naprej tvoj brand, ga priporočajo vsem, delijo na družabnih omrežjih, zadovoljne so s tvojimi storitvami, s tvojim pristopom, s tvojim izgledom, s tvojo podporo, z vsem, kar ti proizvedeš v sklopu svojega branda, so navdušene in so tudi tisti, ta prvi kupci, ko mogoče na trg recimo daš neko novo storitev, nek nov produkt, so to tiste stranke, ki bodo z veseljem takoj v trenutku šle in kupile. In teh si seveda vsak brand želi največ. Druga vrsta so delno zveste stranke. To so tiste, ki so sicer zadovoljne lahko z tvojo storitvijo, z tvojimi produkti, ampak če bi nekje dobile boljšo ponudbo, bi se hitro odločile tudi za drugo ponudbo. Zdaj tukaj je recimo lep primer, so trgovine kot so DM, Spar, Mercator in tako naprej, kjer svojim strankam ponujajo ali točke zvestobe ali neka znižanja, posebno ponudbo in tako naprej. Torej z sistemom, kakršnemkoli sistemom, ki je najbolj smiseln za tvoj biznis, za tvojo idealno stranko, lahko torej ohraniš te delno zveste stranke, da postanejo bolj zveste. Zdaj, če samo pomisliš, mogoče imaš kakšno recimo teh kartic zvestobe tudi ti. In če moraš opraviti nakup, naprimer, če imaš Mercator kartico ali pa Spar kartico, se verjetno hitreje odločiš, da greš kruh kupiti raje v tisto trgovino, kjer imaš to kartico in veš, da ali zbiraš popust, ali bo ceneje, ali dobiš pike in kasneje popust, ali neko nagrado, kakorkoli, se boš hitreje odločiš, da greš v tisto trgovino, čeprav imajo v obeh trgovinah popolnoma enaki kruh, ki ga želiš kupiti. In to je taki lep primer, kako lahko tudi ti, če je smiselno v tvojem brandu, uvedeš nek program zvestobe, ki bo ohranjal tudi te tvoje delno zveste stranke. Potem tretje so po potrebi zveste stranke. To so stranke, ki
pridejo do tebe samo, kadar imajo neko potrebo. Torej, naprimer, da nekomu crkne žarnica doma, potrebuje torej novo žarnico in ima to potrebo. In ker si ti mogoče ali na najbližji lokaciji, ali si mogoče na poti k drugemu opravilu, recimo na tej strankini poti, se bo ustavila pri tebi in bo kupila žarnico. In običajno nič drugega in se bo vrnila samo takrat, ko bo rabila žarnico in če bo to ravno na tej poti, kjer bo ona. Torej, da bo ji fajn, da se na poti ustavi še pri tebi. Če bo mogoče pa šla drugič na drugo pot, bo se pa ustavila pri drugem ponudniku teh žarnic. Zdaj, to lahko spremeniš tako, da narediš ponudbo tako privlačno, da bo ta stranka v bistvu, ko ji bo crknila žarnica, takoj pomislila nate. Zdaj, kako lahko to narediš? Naprimer, je tako, da zraven tega, da stranki pomagaš izbrati pravo vrsto žarnice, ji svetuješ, kaj bi bilo za to stranko najboljše, katera mogoče svetloba, ali bo boljša bolj rumena ali bolj bela svetloba, ali bo bolj primerna taka vrsta žarnice ali drugačna vrsta žarnice. In če želiš korak naprej iti, lahko recimo ponudiš še dodatno storitev, ki bo podprla to tvojo prodajo žarnic. In sicer to je lahko, da stranki na dom prideš zamenjati žarnico. Seveda zdaj ne govorim tukaj, ali je to cenovno ti gre skozi. To je samo primer, kako lahko v bistvu združuješ in ustvariš neko ponudbo, ki bo tvoji idealni stranki olajšala njeno življenje. Torej, olajšala v tem primeru bi bilo tako, da v bistvu recimo stranka sploh ne rabi hoditi do tebe, ampak ti prideš k njej in ji prodaš na domu žarnico in jih hkrati zamenjaš. Tako da mogoče ta idealna stranka sploh nima dobenega dela s to žarnico. Potem en lep primer je tudi košnja trave oziroma urejanje okolice okoli tvojega doma. Če recimo to želiš predati to delo, lahko najameš samo nekoga, ki ti pride, ko mu rečeš pokositi travo. Lahko pa ti kot ta ponudnik za urejanje in košnjo trave in tako naprej ponudiš storitev, ki bo redno vzdrževala, brez da te stranka mora sploh poklicati. Naprimer, na tedenski ravni prideš, pokosiš, urediš vse potrebno, zamenjaš filtre, zaliješ travo, pokosiš travo, obrežeš, posadiš nove rožice, posadiš novo drevo in poskrbiš za celotno to strankino okolico, tako da bo v bistvu ta idealna stranka imela zmeraj čudovito okolico, okoli hiše recimo, in hkrati ne bo s tem imela dobenega opravila, dobenega dela. Tako da tukaj je zmeraj fino, tudi če prodajaš nekaj čisto banalnega, lahko greš korak naprej in narediš neko svojo kreativno ponudbo, ki bo pisana na kožo tvoji idealni stranki in se ji ta v bistvu sploh ne bo mogla upreti oziroma sploh ne bo prostora, da bi razmišljala ali ja ali ne. In še zadnji sklop so torej stranke brez zvestobe. Ok, to mogoče niso zveste stranke, ampak spadajo v en večji sklop, kjer niso stranke v bistvu zveste določenemu brendu. Lep primer je, naprimer, da stranka potrebuje nov mobilnik. In vsakič, ko potrebuje nov mobilnik, pogleda celotno ponudbo in vse brende in se ne odloči takoj recimo, da bo kupila zmeraj iPhone in pogleda samo recimo med iPhoni, ampak ker ni zvesta temu brendu, pogleda vse ostale brende in se na podlagi takratnega stanja odloči za tisti telefon. In naslednjič, ko bo spet potrebovala telefon, ne bo kupila istega brenda nujno, ampak bo spet pogledala ponudbo. Zdaj, tukaj načeloma nimaš ravno veliko za narediti, ampak lahko pa narediš tudi nekaj. In sicer to, da daš stranki, ko pride takšna stranka brez zvestobe do tebe, da ji ponudiš podporo, kvalitetne storitve, da ima dobro uporabniško izkušnjo, ne glede na to, ali je to preko spleta, ali je to online, ali je pa to mogoče celo offline. Da je v bistvu navdušena z tvojim custom experience, torej da ima dobro uporabniško izkušnjo, dobro podporo in je dobro servirana za tisto,
kar želi. In to je v bistvu ti dobro grajenje na dobrih odnosih, je zmeraj zelo, zelo dobro pri grajenju zvestih strank. Evo, upam, da ti je tale video pomagal, mogoče iz malo drugačne perspektive pogledati na različne sklope teh zvestih strank in kaj lahko mogoče ti v svojem biznisu, v svojem poslu narediš, da bodo tvoje stranke postale vedno bolj zveste. Evo, se vidimo naslednjič. Čau!